Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. En lep dober dan in seveda naš današnji gost je slovenski komik, moderator, televizijski in radijski voditelj, pevec, besedilopisec in režiser, rojen leta 1948 v Mariboru. Naš gost je... Ja, na Dunaju obiskoval igralsko šolo, kjer je v njem odkril talent komika ali pa je talent našel njega, to še bomo raziskali. Vemo pa, da je danes v naši družbi. Današnji VIP gost je Vinko Šimek. Ja, lep pozdrav, dobrodošli na Veseljaku. Ja, lepo pozdravljena, skratka Janja in Nejc. To pa je takšna napoved bila, ko na podelitvi Oskarjev. In zdi se mi, da je tudi prav tako. To si pa res zaslužim. Jaz tudi mislim tako. In zdaj so vsi zbrani, vsa Slovenija, prekinili so delo, da ne boste mislili, da je to štrajk, ampak to je Motika je ostala na njivi. Tako, gledajo Veseljak. Tako da tisti, ki samo še poslušate Veseljaka, prižgite še TV Veseljak, tako da zdaj se poslušamo in gledamo v živo. Poglejte, kako je Vinko lep, v lepem pepita vzorcu, tako karirastem, svetlom. Obleko sem si sposodil, tako mi je sposodo, bo jutro v njej pokopan. Tako da je to vse narejeno. No, zdaj jo še ne rab, ne? Ne, zdaj še tam, še ga pregledujejo. Do jutra imamo torej časa. Ja, kar skupaj, ne? Pa mogoče kar na začetku bi rekel za tole vremensko napoved. Predvsem najprej za radijske poslušalce, najbolje je, da seveda pogledajo skozi okno, bodo takoj videli, kakšno vreme je, ne? Za vse tiste, ki pa gledate TV Veseljak, pa je seveda vedno sončno vreme. Še posebej zdaj, ko smo mi trije, to sonce vedno sije in to v srcu, kar je najvažnejše. Tako da to je popolna vremenska napoved. Pa še tako modro smo se odeli, tako da bomo modrovali zagotovo danes. In to celo uro. Sicer pa marsikaj ta teden smo se zelo pripravljali na to, da pridete, gospod Vinko, ali Jaka, ali kakorkoli vas bomo že danes poimenovali. Smo zbirali tudi mnenja naših poslušalcev, pa tudi naših kolegov. No, eden izmed naših kolegov je še posebej vaš oboževalec. Verjetno ste že večkrat slišali za njega, ker vsako leto prosi, če bi mu lahko Vinko čestital za rojstni dan in za 40 ste mu zares čestitali in to je še vedno pravi bilo najlepše darilo njemu za rojstni dan. No, danes je... Brichten fant. Ja, danes... Ja, zelo. To je naš Toni Carter, ki ima tudi eno sporočilo za vas. Dragi prijatelj, samo še to čakam, da boš nekoč odvodil kakšen muzikanten štadl ali Silvester štadl, da se boš tako postavil ob bok Karlo Mojko, da boste skupaj napisala zgodovino. To si še dolžan narediti. Eden od mojih dveh velikih vzornikov, od katerih je Rudi Karel že tam preko, ampak zate, dragi Vinko, še na mnoga desetletja, zato ker izpod 100 se sploh ne menimo, a prav? Z globokim spoštovanjem te pozdravljam, Toni Carter. Super, Toni Carter, tako lepo je povedal to. Tako da nekaj, torej moram reči, muzikanten štadl, ne vem, če bom vodil, sem pa v njem nastopil, ne? Ampak to je že seveda kar nekaj desetletij nazaj, takrat, ko ga je zares vodil Karl Mojk, ki je bil seveda tudi gost ob svojem 60. rojstnem dnevu na moji Marjanci, takrat v dvorani Tabor v Mariboru, tako da teh vezi je veliko, ja. Krasno, ja. Vinko, mi imamo tukaj zelo še zapovedati veliko, pa tudi neki ste prinesli seboj, tako da v nadaljevanju o tem, kaj ste se odločili, katere 3 predmete prinesti, zakaj in kaj novega bomo zvedeli o vas v nadaljevanju, tako da dobrodošel na Veseljaku. Današnji VIP gost je Vinko Šimek. Ja, res je, eden in edini in jaz Janja si prav v čas štejeva, da vas gostiva tlele na Veseljaku. Res hvala lepa. Jaz sem tukaj na Veseljaku, pravzaprav to je tista ljudska televizija, ne? In jaz sem tisti ljudski umetnik, ne? Tako da smo se prav zbrali. Se imate za ljudskega umetnika ali... Ja, absolutno. Ja. Jaz sem vedno v službi ljudi. In to sem bil seveda že od nekdaj in začel sem tudi takrat, ko sem imel kombinazon na sebi in seveda tisto čelado in potem, ko mi je Nela Ržišnik, slavna, najboljša vseh časov, si je izmislila Jako Šraufcigerja.
In tako se je to začelo. Takrat še nismo vedeli, da bo to res tako velik uspeh, ampak je res bil in nikoli ne veš, kdaj bo tisto res ratalo, ampak res je ratalo, skratka bil sem eden verjetno redkih Slovencev, ki so nastopali tudi v tako imenovani bivši skupni državi. In skratka, tale Jaka je bil tisti ljudski junak, ki je seveda prepotoval v svet, bil sem seveda v Ameriki, Kanadi, posveten. V Avstraliji, v Argentini in kaj pa da z alpskim kvintetom po nemško-govornem področju, pa seveda tudi z Avseniki sem vandral in tudi zanje napisal, kar to je tudi privilegij, nekaj besedil, največ za Franca Koširja in pa seveda Slavcu sem napisal tisto prelepo pesem za njegov Abraham, to je že tudi zdavle nazaj in ja, veliko tega je bilo. Ni biti Jaka kar tako, ne? Ne, ni biti Jaka kar tako, ampak ste pa naredili tudi igralsko šolo. Ja, tako je, ja, na Dunaju seveda, ker me tu niso hoteli, ne, pa mama je znala skratka nemško, ker je bila prevajalka in tako smo pač odšli na Dunaj, ne, ker sva bila cimra, tako rekoč, skupaj z Edward Hollentanerjem. On je prvi diplomant bil na Jazz inštitutu v Gracu, kasneje pa seveda član orkestra avstrijske televizije in potem sva bila skupaj cimra in on se je vedno prestrašil, ko sem jaz sredi noči vadil kakšen tekst, ne, in ampak drugače so se dobro ujela, on je seveda bil tudi nekoč rejli voznik in sva takrat še ni bilo vseh teh imenitnih avtocest, ne, sva kar divjala po teh cestah, tudi sva bila kdaj na strehi, ampak preživela, skratka. Lepo sta peljala vajno prijateljstvo, bomo rekli po dirkaško, ne? Odlično, lepo povedano, ne, ja, bravo. Kaj ste pa prepeljali iz Maribora danes, katere 3 predmete ste si izbrali za nas in zakaj? Vidimo kasete. Teh je veliko, lahko bi rekel, da bi skratka moral potem kar cel tovornjak naložiti, pa sem kaj pripeljati. Ja, to je bila prva moja kaseta, Jaka Šraufciger, ki je seveda bila zlata, tako če kasneje še 7 takšnih. Torej 50,000 prodanih izvodov. To pa z Dudekom. To je bila pa najbolj prodajana govorno-glasbena kaseta v Jugoslaviji takrat. Bomo samo pokazali še v kamero, da še naši gledalci vidijo. Tako. Takole. Evo. In seveda ne smem pozabiti, danes sicer nimam, ampak sicer moj takšen nakit za okoli vratu so vedno kravate in pa seveda očala. Očala, to mi pa že 20 let sem tako rekoč maneken moje prijateljice optike Petra in Šentjurja, če smem reči, in ona skrbi za to, da imam vedno, tale so iz lesa. Verjetno tako. Zribence. Ja, tako je. Skoraj da, ne. Lesena stekla, torej. Bodo jih naredili kakšno žlico, mogoče. Ja. To pa je seveda bil takrat davnega leta 1982, kot piše tukaj, koledar. Koledar, ki ga je poslikal takrat Brane Golob, urednik Stopa, seveda. In ja, to je šlo kar, takrat to je bilo nenavadno. To je 25,000 izvodih in seveda vsi so bili razprodani in povsod se tale Jaka v najrazličnejših pozah oglaša. Jaz sem bil takrat pionir malo pokazali. Na tem področju. Ste pa tudi pisali za revijo Stop mnogo leta, ne? Tako je, tudi to, tudi takrat. Bili v bistvu sodelavci. No, zdaj vemo, kje so ti današnji slavne osebnosti v Sloveniji dobile navdih, da naredijo svoj koledar. Ja, kasneje to več ni hec. Takrat je pa bil kar podvig leta 82, to je kar nekaj mesecev nazaj, ne? Ja. Ampak, ja, je ratalo. Imate pa še en predmet s seboj? Sveti, ja. Seveda, teh je še veliko. To je pa seveda priznanje, tako imenovani Eurostar, priznanje Avstrijskega združenja glasbenikov in seveda tekstopiscev. To je tako rekoč za življenjsko delo. In dobil pa sem ga 2-krat. Enkrat že leta 2012, še tistega mal večjega. Seveda sem tam v Avstriji dobil tudi že Oberkreiner Award, tudi eno takšno visoko priznanje, ki je bilo požegnano strani Slavka
Avsenika. Tako da tudi to je, seveda postal sem tudi vitez dobre volje po zaslugi regionalnih radijskih postaj in pa seveda takrat časnika Nedeljski dnevnik, tudi to je bilo skratka. Teh titul se je kar nekaj nabralo skozi življenje. Vinko, kako pri vas gleda hiša? Tako imate samo stene, pa police, fasade ne rabite, ne? Imate to kar nagrado. To je vse zunaj narejeno, seveda. Vam je toplo pri srcu? Ja, zelo. 8 zlatih plošč, ja, seveda tudi z Alpskim kvintetom na nemško-govornem področju, takrat, ko je poštar skratka nagovarjal ljudi in še danes seveda se spomnim, čeprav je to bilo nekaj desetletij nazaj, tega postmana, kot reče, na nemško-govornem področju, ki je seveda prepeval in govoril takrat šale in potoval in ne vem kaj še vse posnel in seveda tudi z Avsenikom smo veliko sodelovala, kot so rekel, ne samo, da sem mu napisal nekaj tekstov, ampak kaj pa da tudi smo imeli Avsenikov večer, ki sem ga moderiral, to je bilo seveda nekaj posebnega. In pa še, kar je tudi vredno povedati, mogoče celo zadnji intervju z Avsenikom sem takrat imel v Begunjah in sicer v nemščini. In kjer je seveda si želel, da bi njegov vnuk Sašo kdaj nastopil tudi v slavni Štefanijen sal, ki je sicer namenjena seveda resnemu programu, torej klasičnemu. In to si je želel, kajti Avseniki so bili tam edini narodno-zabavni ansambl, ki je seveda kar 42krat napolnil to dvorano in ugodili smo Slavku še isto leto, torej leta je bilo 2010, je njegov vnuk Sašo nastopil v Gracu, v Štefanijen sal in sicer skupaj z pihalnim orkestrom Kapele. In bilo je nepozabno, jaz sem seveda tole moderiral, tudi to so posneli in mogoče boste nekega dne lahko tudi pokazali. Tam je bil objavljen tudi tale intervju s Slavkom Avsenikom, tako da z njim sva veliko tega v življenju skupaj naredila in vesel sem seveda, da je obstajal in lep je bil občutek tudi takrat moderirati prvi nastop Saše Avsenika, ko so ljudje tako rekoč stoječimi ovacijami pozdravili in pospremili na njegovi sedaj že uspešni glasbeni poti. No, o tem bomo še govorili v nadaljevanju, v vašem sodelovanju z Avseniki pa Alpskim kvintetom, no, kmalu pa tudi o vaši družini. Kako je to pri vas doma potekalo, medtem ko vas ni bilo nič doma. In še prej si zavrtimo eno vašo, tako ta domačo, mariborsko, ki sta skupaj naredila z Edvinom Fliserjem. To sta pa dobro izbrala. Dobro, a ne? Bi isto izbrali, ne? Jaz bi se za isto odločil. No, vidiš, potem pa kar dejmo. Vinko Šimek. Današnji VIP gost je Vinko Šimek. Ja, res je, igralec in režiser, radijski in televizijski voditelj, pevec, glasbenik in besedilopisec. Ja, pregovora smeh je zdravilo, se naš gost še kako drži. S smehom je do dobra okužil vse Slovence in Slovenke, lahko rečemo. Ja, Vinko, že prej smo omenili, da je bila verjetno Ela Eržišnik tista, ki je bila vaša mama pri komediji, verjetno je bila ona tista, ki je rekla, Vinko, meni se pa zdi, da imaš ti mal tega talenta. Ja, ne vem, kako je to padlo v glavo, da bi jaz imel talent, ampak malo letih je že bila, no, ampak se je zgodilo, ne. Se je posrečilo tokrat, ne? Ja, in res je, si ona to izmislila, je bila vedno skratka vesela tega, potem še sedaj, potem kasneje, čez mnoga leta je potem rekla, ko sem ga jaz izmislila, tega Šrafcigera, ne, je bil mali picek, ne, poglejte ga zdaj, je pa kot ptujski poran. Ja. Kaj pa Dudek? Ja, Dudek je bil seveda moj, tako rekoč, veliki prijatelj, tudi družinski prijatelj, tudi sem bil na poročni dan njegovih obeh sinov skupaj in pravzaprav nekega dne je rekel, poslušaj mi, poveja slovenščina, nima grdih besed, se rekel, zakaj je, rekel, zato tega, ker nikoli v življenju si še nisma izrekla, skratka, grde besede. O, kako lepo. In ja, nisem si mislil, da bom zmogel, ampak sem vendarle zmogel, da sem o poslovilne besede govoril in povedal na zagrebškem Mirogoju.
Bil je izreden človek, seveda midva sva imela turneje, ker so ljudje malo da ne bili gor na stropih, toliko je bilo vseh tistih ljudi, nosili smo na te koncerte, celo čučike, njegove kure in vse mogoče, skratka. Z njim je bilo prekrasno res sodelovati in seveda tudi posnela sva kaseto, kot sem rekel, to je bila najbolj prodajana govorno-glasbena kaseta takrat v naši skupni državi in ja, tudi na moji Marjanci je bil na čisto vseh Marjancah in seveda bil je tudi na tisti prvi legendarni Lojtrci domačih leta 1985. To je bilo nepozabno druženje. In pravzaprav je tako, zdaj, ko prihajaš v ta leta in razmišljaš o vseh svojih prijateljih, znancih, o vseh tistih, s katerimi si stal na odru, ugotoviš, da imaš več prijateljev na pokopališču, kot pa jih srečuješ na cesti. No, kakorkoli že, če se vrnemo nazaj s smehom, ste res navduševali Slovence, pa tudi ne samo Slovence, tudi naše sosednje brate in sestre. Ste pa s šalo in na hec vzgajali tudi svoje otroke, ne? Vi imate dva sinova, a ne? Tako je, ja, svojo partnerko Sonjo. Je sommelier, pa tudi sicer imeniten imitator Franka Sinatre in Aljaž pa ima svoj ansambl Black and White, s katerim nastopa na nemško govornem področju in seveda tudi kar zelo uspešno. Torej so geni šli naprej in sta vas tudi zelo, zelo pohvalila, ne, da v bistvu niste bili nič teč noče, no? Ja, ujeli smo Jerneja in je povedal tole, kakšen je Vinko Šimek kot oče. Kljub temu, da je bil dosti odsoten, je bil vedno prisoten kot otroci, ne? Kljub temu, da ga ni bilo dosti doma, smo vedno imeli občutek, da pa vseeno je doma, ne? Da je blizu, da je vedno na razpolago, ne? Kar je tudi do danes še ostalo, ne? Tak praktično je 24 ur na voljo, karkoli pomaga, odgovore na vse vprašanja, navadno. Dosti stvari smo na hec obrnili, tudi kljub temu, če so bile mogoče tudi resne. Mogoče tega danes žena moja ne razume, ne? Nismo imeli tradicionalne vzgoje, bom rekel, ne? Nekaj kaznovan nisem bil nikoli, krega nisem bil zelo redko, ne da bi bil kaj. Kljub temu, da sem kaj naredil, odpustil mi je dosti, recimo, ne? Tak da v tem smislu, ne? Tudi če sem dal v šoli kako neumnost naredil ali pa kjerkoli, ne? Bolj ležerno je bilo, ne? Je bil red, pa po eni strani ni bilo toliko, je bilo vseeno več dopuščano, ne? Torej, Vinko je bil pohvaljen kot oče. Kaj pa mu sin Jernej sporoča, zdaj, ko že ravno ve, da ga sliši? Da naj ostane še naprej tako dober oče. Da ga imamo radi, da ga imamo neizmerno radi, no vse to je tako, to imamo vsi ga in da smo ponosni na vse uspehe, ki jih je dosegel in smo mu hvaležni, da nas je ustvaril in da smo postali dejansko to, kaj smo danes. Lepe besede vaših otrok. Zanimivo. Ja? Jaz si seveda, da imam tako brihtnega sina. Neverjetno. Pa je vaš? Ja, to ne vem, ne. Tam poštare je bilo veliko, ja. Sicer imate pa tudi 4 vnukinje, a ne? Res je. 4 prekrasne vnukinje, ne. Torej, imamo seveda, torej ta najmlajša je Kiara, potem je Isabel, potem je Zoja in potem je seveda še Kaja, ne, ki je pa sploh velemojstrica, ko gre za obdelane obrvi, ima svoj lepotilni studio že in ja, torej, no, ta male dve, torej Isabel in pa Kiara, pa tudi gre sta po glasbeni poti, ne. Isabel igra violino, Kiara klavir, torej učita se, da ne bom rekel, da zdaj čisto igrata. Zdaj vemo, zakaj se Vinko Šimek ne stara, ne, ker ima doma cel lepotilni salon. Ja, pa tudi lepo snaho Petro. No. Ja. Gremo mi na glasbo, celjski inštrumentalni kvintet je pripravljen in pa Mi Mejaši smo. Mi Mejaši smo pa naši, zanimivo, to je bila seveda tudi viža desetletja ptujskega festivala in to je bila takrat ekipa nepozabna. Miha Dovžan Citrah je bil seveda takrat, ne, pa Vera Šolinc je prepevala zraven, kaj pa da, pa Franci Pirš in pa seveda tile junaki, ki so bili tam in midva z Dudekom sva prepevala Spot, boste zavrteli, ki ga pa je ustvaril takrat Jože Klobovec. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca.
Ja, res je in naš današnji gost je Vinko Šimek. Vsi ga dobro poznamo kot moderatorja, kot igralca, kot pevca, kot humorista, kot voditelja televizijskih in radijskih oddaj. Če se pri televizijski mogoče ustavimo, mi imamo res eno vprašanje. Naju res tako, midva sva nekaj slišala. Ja, ta oddaja Križanke, ne? Ko ste tako uspešno dolg vodili skupaj z Mišo Molk. A je to res, da sta vidva z Mišo rada vodila to oddajo? Ja, pa res, to pa navdušena so bila. Navdušena so bila na tem. Če seveda hočeta drezati še malo dlje, moram povedati, da si je vsa vesolna Slovenija takrat želela z njo delati. Da bi bila tisti par, da bi se vzela, poročila in bila vse življenje skupaj. Nama je všeč, ker razumete vprašanje. Zato to naredila, ampak drugače z Mišo so se odlično seveda ujela, še vedno se občasno seveda slišiva. Ob ravno 50. obletnici Jane je bil takrat na 4 ali 5 straneh cela najna zgodba napisala, kako je bil seveda Šrauf, Ciger in Mišika, kaj sta skupaj posnela, so krasne posnetke naredila. Bila sta skupaj tudi na enem prekrasnem križarjenju in sicer v Grčijo. Takrat je bilo vse to hipoma seveda razprodano, vsi so hoteli biti malo blizu obema, kaj vse počenjamo. Bilo je nepozabno seveda potovanje. Njeno sodelovanje pa seveda tudi. Je pa to sodelovanje obrodilo tudi eno krasno pesem in ste posvetili skladbo, ki jo vsi zelo dobro poznamo in ima tudi že novo preobleko. Ja, to je pa Zlata Mišika, že poslušamo, ne? To je Slavko Avsenik posvetil nama, to moram povedati. In seveda sedaj je na novo posnel tudi vnuk, torej Sašo Avsenik. To je dobro naredil, če hoče seveda uspeti na vseh področjih in v svetovnem merilu. Poslušajmo, če imate to. Jaz bom vidno mucek tvoj, ki bi te pohrusto še nocoj. Ja, to je delala Miša z Melojevo, Ja, še imamo zgodb takih in drugačnih, razkrijemo jih v tem momentu. Današnji VIP gost je Vinko Šimek. Ja, Vinko, skoraj smo že zvedeli kakšno skrivnost, pa hkrati tudi nismo. To je vaša odlika že leta in leta, zato ste dobili toliko nagrade, da so vaše stene in police polne. Politik bi tudi lahko bili, a ne? Ja, moram pa reči, seveda se pohvaliti. Tisti prvi Viktor, ki sem ga dejansko dobil, ali pa vse mogoče nagrade, takrat je bilo to malo bolj pristno, kot pa danes, ko lahko neke ceremonije delaš z računalnikom. Takrat si moral ti na dopisnico nalepiti kupon, ki je bil v stopu in seveda to poslati potem na RTV in tam je bil to cel bazen vsega tega in to je bilo res tisto, tudi zlati ekran sem seveda dobil in moral bi ga dobiti verjetno 3 ali 4 krat, ampak ker je to bilo nezaslišano, da bi to ravno ta Šimek dobil, seveda, skratka se to ni zgodilo, enkrat sem ga pa vseeno osvojil, ne. In ja, same take stvari, ampak takrat so res ljudje pisali, ne, to je bilo drugače, kot danes pritisneš na tiste gumbe. Tako da si imel fizičen občutek, koliko zelo si popularen, ne? Tako je. Kdo je pa odpisoval na vse to, na vsa ta pisma, verjetno vaša soproga, verjetno? Ja, malo smo nekaj smo pisali nazaj, pa kakšne slikce pošiljali. Imajo krasno akcijo, spet stop, lahko rečem, ker je to zdaj vaša revija tukajle. Pohvaljen. Ja. No in seveda tale stop je imel tudi posebno akcijo, kdor se želi srečati z Jako Šrauf Cigerjem. In takrat je prišlo to, imena so bila celo v stopu in tavžent imen tistih. In potem so seveda nekaj svojih obiskala, ampak da bi vseh tavžent pa seveda žal ni bilo mogoče. Ampak to so bile same take zanimive stvari, ki seveda se, ne vem, to je bilo takrat nekaj nepojemljivega, ker seveda se tudi ni bilo, jaz sem vodil tudi takrat jutranji program, tako kot zdaj recimo je tale na Radio Ljubljana, je seveda bil takrat, ne.
In takrat so ljudje tudi potem pisali v časopisu, da je recimo en delavski avtobus, takrat so delavski avtobusi vozili, ne, in so ljudje hoteli z avtobusa, dokler ne slišijo, kaj bo še ta Jaka povedal. Takrat je bilo res nezaslišano, danes to ni nič kaj takega, da smo prebujali ob 6, ali so direktori res na svojih mestih, ali seveda niso. Ne? Ali pa seveda ta lojtrca, ki je nastala, ki je bila takrat pravi bum, pa seveda potem Marjanca, ker sem gostil vse, kot sem rekel, Karl Mojk, Avsenike in seveda tudi celo dunajske dečke. No, tam... To je bilo veliko tega in sloviti Edvard Kluk, ki danes koreografijo dela v slavnem Bolšoj teatru v Moskvi, je zaplesal enega svojih prvih plesov prav na Marjanci. Sta se pa večkrat skupaj pojavila z nekom tudi na Veseli jeseni in to je bil Alfi Nipič, verjetno se zelo dobro poznata, a ne? Ja, so se videla že nekajkrat. Ja, sta se mi zdi, da se ga še spomnite. No, tudi mi smo ga pa vprašali, kako je kaj potekalo vajeno sodelovanje skozi njegove oči. Pa je znal povedati? Ja, je znal, se mi zdi, dajmo poslušati. Kar nekaj štičev smo peli, celo zmagala smo na Veseli jeseni, kot Toti Štajer zdravo pade, ne? To je bila prva nagrada publike takrat. Kot Toti Štajer zdravo pade, pa smo imela midva štorijo, ko smo prišla oblečena, tako smo vedno delali ene take, kako bi rekel, naredili neki šov, neko dogajanje, smo midva prišla, pa smo imela čelade, ne, in v čeladah smo pa imela malo vode, pa ribe, not, pa to je bil ves cirkus, pa jaz sem bil v kratkih hlačah. Veš, če od sprede gledaš, ko je predpasnik, ti pokrivaš horne, ne, potem sem se pa obrnil, sem pa imel zadaj kratke hlače, ne. Smo imela naštudiran prav vsako gesto, ne, da se bojo ljudje smejali, da bo veselo, mislim, ko pridemo, ne. Zelo veliko sva skupaj sodelovala, ne. Jaz sem ga tudi pripeljal k Avsenikom, ne. Jaz sem dal Slavcu predlog, pa je bil en čas z nami, ker smo bi pač malo menjavali, tako da če greš po Sloveniji, pač te Slavce rekel, da bi malo menjavali. Ja, precej sta imela vidva teh štosov skupaj, a ne? Ogromno, ja. Slavcu sta se dobro razumela, bila sva velika prijatelja, kot sem rekel, že pisal sem na njega tekste. Edino, kar ni maro, jaz sem seveda imel vedno, jaz sem rasel na gobec, bi rekli po štajersko, in sem seveda imel rad, da sem se dotaknil takrat živečih in obstoječih politikov, ne, takrat jih je bilo ogromno v celi jugi in to se je pa seveda malo bal takrat Slavko, ne, ampak potem pa mi je znova oprostil vse to, ne, sem rekel, da ne bom več, da se bom poboljšal, ampak jaz se nikoli ne poboljšam, tako da to ni ratalo, ne. Štajerco ostane Štajerco. Točno to, ampak vseeno mi je pa poklonil tole pesmico, kot pravim, evo, Zlata mišika. Franče Govc mi je poklonil tudi pesem Mož iz Maribora in pa seveda ansambl Rš, Jaka Lojtrc, ki je bila takrat hit in če ne bi bil tist Jaka zraven napisan, verjetno mogoče ne bi bila taki hit, kajti takrat je bil Jaka, dajmo se malo hvaliti, ampak res popularen, tako da je bilo noro, takrat so pisali, to so bile gore pisem, ker so pisali samo vi in Tito, ne? Ja, Tito je potem umrl, jaz sem ostal. Jaka Šrauf-Ciger danes z nami, Vinko Šimek. Današnji VIP gost je Vinko Šimek. Res je, danes je z nami igralec in režiser, radijski in televizijski voditelj, pevec, glasbenik, besedilopisec, ki je bil že neštetokrat nagrajen in komaj še kam spravi kakšno nagrado. S številnimi glasbeniki, pa tudi umetniki je sodeloval in mogoče smo danes še najmanj omenili, pa bi bilo prav zelo narobe, če ne bi, da je zelo veliko sodeloval in še vedno tudi z Alpskim kvintetom. No, za njih je tudi marsikaj napisal, ne za njih samo moderiral in nas prav zanima tudi nekaj, Vinko. Vi ste v bistvu avtor besedila, krasnega besedila Kranjsko dekle. Ja, ste vi vedeli, da ima to Kranjsko dekle zdaj čisto svežo novo različico? Preobleko. A ste že slišali? A bi jo malo slišali? A vam jo zavrtimo tako, v živo, tam na odru, da vam jo zapoje Oto Pestner? Na odru Veseljakovem, Oto Pestner. Od nekdaj granice so lepe bile, ni lepših deklet kot Kranjska.
je pravo izbral. Je lepa in mlada, me rada ima. Na okno potrkaš, se skozenj smehlja. Le nič ne odlašaj, ti dolgčas ne bo. Jo hiter vzem za ženo. Le kdor bo hranico vzel, bo zmeraj vesel. So zale kot češnjev cvet, ni lepših na svet. Hranico vzel, bo zmeraj vesel. Veseljakov VIP petek. Ja, tako je. Oto Pestner na Veseljakovem odru kot gost presenečenja našemu gostu Vinku Šimeku. Jaz mislim, da se fanta že kar dobro poznata, da ste se že enkrat videla, zdaj že ta drugič, a ne? Dvakrat že. Pa sam ne upam, pa da ne prvič pa zadnjič. Pa že na ti, Mi dva sva na ti. Aha, okej. Od leta gospodovega 1985. Ja, tako, ja. Takrat se je začela tale zadeva. To je že kar nekaj petkov, ne? Ja. Nazaj. Ja. No, njega sem pa jaz pripeljal k Alpskemu. Zato, ker jaz nisem imel avta. Ja. In je bilo neizogibno, ne? Neizogibno, ne? On mi je rekel, dej, ti greva mi dva danes nekam na Bled gor, ti moram nekaj povedati. Ko fraj imam, ne greva, ne? Z basov avto, mi dva greva. Pa začne greva na Bled, greva še naprej. Kam me ti peleš? Ja, eno lepo vasico tam, veš, ki na Gorenskem pa tole, no, ko se je začel razgovarjati. Alpski kvintet išče pevca. Ja, pa naj ga najdejo, sem rekel. Če ga išče, ga najdejo. Ne, prav, če bi ti bil. Ti si heca, se veš, da imam jaz dela toliko, da se ven ne vidim. Newswing kvartet, je avto solo, sem rekel, dej, to boš ti že naredil. Jaz sem rekel, čakaj, sem veliko po nemško pojete, ne? Ja. Sem rekel, jaz pojma nimam, jaz sem prav se nekih pogovorov zaradi tega, ker nisem znal nemšk toliko več, da bi lahko z njimi šel na turnejo. Rekel, si se boš ti naučil na tem. Če so se oni, se boš še ti, ne? Ja. Ja. No, pa pridemo tja. Poznam gospoda Jožeta, nažalost ga ni več med nami. Pa vse ostale člane. Smo bili luštni, pa sem pač probal par tistih takih standardnih zadev, da smo videli, da bi to šlo, ne? Na kar je Jože prinesel kremšnit, da se mi zdi en plan, ne? Ja, tako je. Tisti ni bilo težko, ne? Tisti je šlo. Je šlo. Ta audicija vama je šla, ne? To smo slišali, ja? No, ampak seveda, veliki tisti, za voljo katerega si tudi prišel k Alpskemu, je pa bil seveda Ivan Prešern Žan, ne? No, se to sem hotel pa dodati, da so se fantje kot Triglav postavili, ne? Ker harmonika je bil najvišji, ne? Je vedno na centru stal. Edi, tako je. In so zaigrali Ivana, ne? Jaz to poslušam nekaj časa, sem rekel, Jože, a tisti list za podpisati, če imaš, jaz bi to kar zdaj naredil, da se ne bi premislil potem. Pa če bi bo še kdo kdaj rekel, da je to goveja muska, ga imam sam na gobec. Pravilno. To je bila prezražjava. To je nam pozabno in 8. januarja 1985 res začeli.
Tole, kar smo pa mi govorili, bilo pa tam november, december 84. Pa sta se obnesla pol, vidva? Ja, spustili so naj domov. Ja. Pa ne za dolgo, ne? Ne za dolgo, ja. Je bilo treba kmalo iti na kakšno turnejo, verjetno. Ker peljala, potem čez vse mogoče mej, takrat veš si še moral res na meji stati pa pokazati. Šta imate za prijaviti? Ja, veš. Tako da... In seveda Oto je takrat blestev, ko je bil tako imenovani showtime. To je tam, kjer se nek izvajalec pokaže malo v drugačni luči in je seveda Oto skratka bil tam. To so bile ovacije, to je bila seveda norišnica in seveda veselje pri alpskem kvintetu, da so se pravilno odločili. In jaz sem bil vesel, da sem jaz bil tisti vezni člen. Krivec njihovih klobukov. Ja, tako. Zelo dobro. Nismo vedeli, kako bi še Vinka danes pohvalili, no zdaj vas pohvalimo, Vinko, še zato, ker ste Ota Pesnerja pripeljali v alpski kvintet. To je živa resnica in se pravim, jaz sem pa zelo začel uživati, seveda jaz sem studijski človek, ravno tako, kot že veste odprej, meni je studio tretji dom, kot se reče, in ko smo začeli snemati, pa januarja smo najprej posneli eno ploščo z alpsko plehmusko, če rečemo temu pihalno godbo. Milan Mihelič je držal tudi ga. Tako je naslednji mesec, februarja, smo pa že delali prvo kvintetarsko. In tam so bile Kranica gor, pa je bila Ljubim te Slovenija, v Nošo se odenem, pa še in še je bilo teh hitov. Tako je. Da pol se je pa zares začel. Vinko, koliko let ste bili skupaj z alpskim na terenu? Ja, na terenu tam smo bili 3-4 leta, potem smo malo, potem sem jaz seveda mesem tudi bil jaz v operi, in sicer sem v My Fair Lady v Mariboru igral tretjo glavno vlogo Alfreda Doolittla, cestnega pometača. Tako da je bilo kar nekaj. Oprosti, je pol bilo kaj ponudb? Za pometača sem dobro ogromno. Ker tega sem potem tudi šel k Snagi v službo. Super. To so tako čiste bile takrat ceste. Ko sem jaz seveda zapustil to delo. Se je vse pokvarilo, ne? Ampak pri alpskem kvintetu ste pa upravljali vlogo poštarja, ne? Poštarja, moderator smo bili, seveda poštar. Tisti poštar je bil pa res takrat kar popularen. To je neverjetno, kakšen okus dober imajo strici. Še zdaj se jim čudimo. Ja, zdaj se čudimo in še zdaj še vejo, veš, da to obstaja, pa to je nekaj neverjetnega. Kdo je napisal tega poštarja? Ivan Prešern, besedilo pa jaz. In seveda moram se pohvaliti, da sem imel tudi to čas, da sem napisal nemško besedilo za Ljubim te Slovenija in pa Mary Ann, ne? Ja, pa še jih je. Ja, seveda. Če res postavljamo vse. Zdaj, v bistvu... Pa zmagal si za Cvetje v poletju. Poletju, to je bilo pa z Dori, tam na slovenska polka Valček, ne? Tako, tudi to smo naredili. No, pa mava še kakšno stvar, prav treba pobrskati. No, pa... Moja prva pesem, ki je prav kot noviteta za alpski kvintet, bila pa Ko Štajerc v hribe gre. Tako je, ker je tudi odličen, tako, ker je odličen, skratka... To smo videli, da vama ni šlo, sta se tako matrala, pride to en hribček 5 metrov visok. Ma zaupu, veš, ti sem šla preveriti, če je res tako in res vam. Izjemen opus nekih dosežkov je za vama. Če ne, druge se vsako leto srečata na alpskem večeru, ne? Tako je. Ki ga vodite vi, Vinko. Ampak tudi zdaj nova produkcija alpskega je še naša dežela v Nemščini, ki jo boš zapel, ne? To je nekaj novega, kar še ne vem. Ja, to je tisto. Tako da, dragi veseljaki, jaz mislim, da je danes bil tole prvi del oddaje z Vinkom Šimekom v nadaljevanju z Otom Pesnerjem. Dajte si vzeti, kar 10 delov, mislim, bo. Veš, to je vsaj ena ura res hitro mine. Nadaljevanka. Ja, za pombo, brez turške kave. Ja, brez to pa ja. Ampak, no, da ne bom karkoli rekel. Skratka, če je to konec, moram reči, da sem bil strašno vesel, da sem lahko bil v družbi Janje, Nejc v tvoji družbi, oba se prijazno smejala, kar pomeni, da ima ta srce, da sta dejansko prava. Smejati se pa znava, ja. Ja, smejati pa neverjetno, kako so se smejala. Ne vem, če je bilo to iz srca ali je bilo to norčevanje. To bom pogruntal še reče... Po tretjem gledanju. Po tretjem gledanju te oddaje. Jaz sem celo zaplesala z Vinkom, tako da jaz se bom lahko zdaj še s tem hvalila. Ja, se smo tudi poslikali to. Upam, da boš dala pod Pojšter si tole sliko. Bom obljubim. Videla sem bila tudi na Alpskem, sva krasno vodila. Vse sem bil tam. Si bil ti tudi?
No, drugi del te oddaje, torej kaj kmalu na Veseljaku. Hvala lepa, Vinko Šimek. Hvala lepa Oto Pestnerju, ki je prišel in presenetil tudi z novo skladbo, ki smo danes prvič premierno slišali v novi preobleki. Iskrene čestitke, draga gospoda, za vse, kar ste že naredila za slovensko glasbo in za vse, kar tudi še bosta, pa seveda za vse smejalne mišice, ki sta jih natrenirala na naših Slovencih. Bog daj, da bi bilo še in ne pozabi še nekaj, bi rad povedal, da ne bi ste mislili, da sem jaz kar tak. Tudi bosonokrat hodim, zelo izjavgorevcem, sem bil na Šentvidu in cela moja familija, vsi smo bili bosi, smo se pripravljali na naše bodoče življenje. In, in letos bom 24. junija odšel peš tudi danes je obud. Danes je pa obud. Moram gledati, če bo odšepil ven. Hvala lepa še enkrat, počaščeni smo, da sta bila naša gosta in vse dobro. Hvala lepa vama za povabilo. Srečno, do naslednjič. Veseljakov VIP petek.